Lep, prijazen dober večer. Vsem, ki nas gledate po Facebooku v živo, to delamo prvič v življenju. Daj si zadnjič storil nekaj prvič danes. In pozdravljeni, vi, ki ste tukaj, srčna hvala Asja Širovnik-Moškon in tebi, Dejan Jarič, gostoma, ki se nista ustrašila koronavirusa. In kar začnimo ta večer, ki je posvečen, kot bodo tudi vsi naslednji, vsako drugo nedeljo v mesecu ob 18. uri, prav od tu iz Švicarije. Danes nismo v dvorani, ampak smo pri mojem ljubem prijatelju Stojanu Batiču v njegovem ateljeju, ker me še posebej navdihuje, ker sva se midva res rada imela. In tako človek pride v objem mrtvega ali živega, energija je na delu. Vsi večeri so posvečeni upanju, svetlobi, ljubezni in samo take goste sem tudi povabila v to sezono, ker težko je biti danes tak, kot napovedujejo te večeri. Glavno vlogo vedno igrajo knjige in ne manj glavno tisti, ki so jo napisali oziroma tisti, ki so jo skrbno prebrali. Torej, draga Asja, tvoja imenitna knjiga ima naslov Kdo ustvarja mojo realnost. Ima pa podnaslov, ki bi rada, da ga kar ti pojasniš, da bodo ljudje vedeli, za kakšno knjigo gre. Od ledene dobe nezavednega do sijajne dobe zavesti. Se pravi, gre za nek proces, ki je izjemno pomemben in ta sijajna doba, imam občutek, da je že tukaj. Prosim, tvoj komentar. Pravzaprav je, ta sijajna doba je tukaj. Od ledene dobe nezavidnega se pa nadovezuje na človeško zgodovino, ki smo jo imeli. Morda bi si upala govoriti o zadnjih 2000 letih, 3000 letih, v katerem smo ljudje kolektivno v zahodni civilizaciji, kot jo poznamo danes, prehajali skozi različne vojne, civilizacijske dezintegracije, torej pade, razpade civilizacij. In vsakič, ko je nekje vojna, pride do travme. Travma se potem prenaša naprej in ko nastane travma v človeku, takrat prevzame predvsem podzavestne, temne, senčne strani vodilno vlogo v človekovem obnašanju. In to je ta ledena doba. Ker srce kar malce zaledeni ali pa zelo, a ne? Ja, pa možgani tudi. Pa tudi možgani. In zdaj gremo s teboj ven iz tega. Tako je. In pravzaprav, ko govorimo o duhovnosti, kar sem jaz spoznala v svojem delu, je, če že res želimo preseči temo podzavestnih programov naših prednikov, nezavednega, takrat je izjemno pomembno, da jih ozavestimo notranje bolečine, programe iz preteklosti in šele ko to osvobajamo, torej ko umikamo ven iz svojega energetskega polja, podzavestnega polja, nezavedne bolečine, takrat lahko postanemo celostni. Šele ko smo celostni, lahko držimo svetlobo in takrat govorimo o višji zavesti. Hvala lepa. Dragi Dejan, vidva se nista poznala in sploh nista vedela, da delate podobne stvari. Oba dva sta transpersonalna zdravilca, psihoterapeuta, učitelja, predavatelja. Se o Asinem in tvojem življenju bomo tudi še kakšno rekli, ampak zdaj še o tejle knjigi, ko si jo ti bral, kaj si vse rekel? In kaj je tebe najbolj nagovorilo? Ja, v bistvu tako. Jaz delam v bistvu tudi te terapije, podobno kot Asja, kopljemo po podzavesti, razrešujemo stare travme, stare blokade, prepričanja, zaobljube, koncepte, vse to, kar smo si enkrat v tem življenju ali pa še prej zadala, za nazaj. In dejansko knjiga lepo opisuje ta cel proces, kako grejo lahko posamezniki čez svoj razvoj, kako dejansko lahko na ta napreden način danes razrešujemo te nezavedne blokade, ker vemo, da so danes v bistvu glavni vzrok za večino nezadovoljstva, bolezni, tegob, ki jih imamo ljudje, tako da jaz sem tudi ta mal znanstvenik, ta del mene je
tudi aktiven, dr. Lipton, dr. Dispenza in podobni, no, tudi govorijo o tem, kako naša nezavedno, ne, kar 95% vsega se ne zavedamo in vse to iz nezavednega vpliva na nas, na naše trenutno življenje. Tako da kakršni smo mi sami, v bistvu takšen je naš zunanji svet in to kreiramo navzven in to v bistvu je knjiga tudi potrdila, to, kar dejansko delam z ljudmi, tudi na seminarjih, delavnici in tako naprej, to je tisto ključno, no, in dejansko je to osnova za duhovno evolucijo, razvoj zavesti, za dvig zavesti, o čemer zdaj vsi v bistvu govorimo, ampak dokler ne bomo spoznali svojih senčnih delov in jih z ljubeznijo sprejeli, toliko časa ne bomo mogli iti naprej. To je pa tudi resnica. Asja, ta tvoja knjiga je mene navdušila, predvsem zato, ker je tako živa. A ne? Imamo veliko priročnikov, tudi Dispenza, eden od njih, Placebo ste vi, pri moji bolezni mi je zelo pomagal, ker sem ponotranila ta njegova navodila, da lahko iz ne naredimo da. Ampak tukaj je toliko enega življenja. Ti si ena taka srčna, inteligentna oseba, ki si se selila najprej z družino iz ene države v drugo, pravzaprav iz enega kontinenta na drugega, poznaš Evropo, poznaš Ameriko, poznaš Novo Zelandijo, povsod si nekaj vzela, povsod si veliko dala, kot da si ena brezgrajna njiva, kjer rastejo različna semena, ne samo eno, ne, nekateri pišejo o enem in potem vse življenje samo to eno. Pri tebi pa se vse zliva mnogotero v to veliko eno. Tako da, ker je to tudi večer zgodb o ljudeh, če na kratko predstaviš še svoje zanimivo življenje, če se to da na kratko. Se bom potrudila na kratko. Mi smo se odselili na Nizozemsko, ko je bila še Jugoslavija, torej pred osamosvojitvijo Slovenije in zelo hitro sem se asimilirala v tisto državo, naučila sem se jezik, poenotila sem se z ljudmi, ki so živeli tam, postala sem zelo, zelo nizozemska. In potem zelo hitro, po nekih 4-5 letih te popolne asimilacije, ko sem bila prepričana, da bom ostala zavedno na Nizozemskem, se je vmes Slovenija osamosvojila in smo dobili prve slovenske ambasadorje v Bruselj, ki so slučajno, to je bil en slovenski pisatelj, nekateri se še spomnijo, poznal je mojo mamo in tako smo se začeli družiti. Skozi njihove otroke sem spoznala mednarodni svet, ki se je takrat v Bruslju srečeval in sem si tudi jaz zaželela iti v šole, ki so v angleškem jeziku, med mednarodne otroke iz različnih držav, to se mi zdelo silno imenitno. In hvala Bogu, hvala mojim staršem, da so bili odprti, da so dejansko rekli, ok, nizozemščino obvladaš, veš, da bo šla iz nule nazaj v angleški sistem, pač šole so v angleščini mednarodne, jaz sem bila pripravljena na to in takrat sem šla na mednarodne šole na Nizozemskem na začetku, potem nas je pot spet zanesla v Slovenijo, sem šla na mednarodno šolo na Bežigrajsko gimnazijo, sem imela priliko spoznati različne otroke iz Slovenije, ki so se vrnili, Slovence iz tujine, ki so se vrnili v Slovenijo in potem je pot odpeljala naprej. Odšla sem v Madrid, kjer sem potem tudi začela fakulteto, ameriško fakulteto, od tam sem šla na ameriško fakulteto v Grčijo, iz Grčije v Rim, probam biti zelo hitra, potem sem šla v San Francisco in iz San Francisca v Boston, po Bostonu me je potem še počakal Pariz, Berlin in potem sem šla na Novo Zelandijo, tako da sem se res izobraževala po svetu, učila v svetu. Srečo sem imela, da sem nekje na začetku fakultete imela fantastično profesorico antropologije, ki nas je naučila sprejemati druge kulture in predvsem zelo spoštovati druge kulture. Ker šele takrat se lahko učimo. Če smo spoštljivi, potem ratamo učljivi, odprti in takrat se bogatimo. In tako da je bilo to zame res čudovito življenje. Seveda ima svoje izzive, ni vse gladko, ni vse perfektno, ampak tako rastemo. Govoriš pa 7 jezikov ali kako? Ja. Dejan, tudi tvoje življenje je fascinantno, saj toliko, kot si mi ga zaupal, ker tak lep fant, moški, ne, tako da prosim, če bi lahko odbliz pogledali te trepalnice, kamera to ne more. Pa
nisi bil kakšen samozavesten deček in bil si v globokih depresijah in iz tiste teme si se ti v bistvu kot Feniks nekako počasi vzpenjal proti svetlobi, da nam zdaj lahko tukaj tako lepo žariš. Če še ti lahko na kratko to svoje življenje, ki je pa tudi neverjetno. Ja, hvala. Dejansko, jaz sem imel v gimnaziji kar 3 hude epizode depresije. Bilo je dejansko tako hudo, da mi ni bilo več za živeti. Nisem spal po pol leta, 3-krat zapored praktično, no, 1. letnik, 2. letnik, 3. letnik so mi dali mirne, pol še 4. letnik tik pred maturo sem se pobral, da sem nekako tisto spisal, ne vem, kako mi je ratal z višjo pomočjo od zgoraj vse to narediti, ker dejansko mi ni delal tako kot normalno, a ne, ko je človek naspan, ko je človek spočit, ko je v dobri formi, dobri energiji. Tako da takrat sem začel za transcendentalno meditacijo, kar vedno poudarjam, mi je takrat rešila življenje, da me je nekako peljala na to pot osebne duhovne transformacije. Potem sem začel leta 2008 tudi na Inštitutu transpersonalne psihologije študirati, torej kognitivno-humanistično pa transpersonalno psihoterapijo, psihologijo, se poglabljati vase, razreševati svoje nezavedne vzorce in hkrati, ko sem delal na sebi, sem vedno bolj pomagal tudi drugim, ker vemo, ne, dokler svojih blokad, ran ne zacelimo, ne moremo zares kvalitetno drugim pomagati. Tako da sem v bistvu postopno rastel, se razvijal, dvigal zavest, ozaveščal pravzaprav ljudi naprej, začel govoriti tudi o epigenetiki, recimo, ki je danes zelo popularna. Dr. Lipton recimo je bil prvi, ki je začel o tem bolj govoriti, kako v bistvu mi sami svojo percepcijo s prepričanimi čustvenimi stanjami aktiviramo, utišamo posamezne gene in si s tem sprožamo bolezni na fizični ravni. Torej nekdo ima 30 let čustvene zlorabe v odnosu, na dolgi rok seveda si bo tistega raka skreiral. Poglejte, kaj sem si skreirala. Ali pa kaj drugega, ne? Ja, vse je izkušnja, ne, jaz pravim, za dušo v bistvu je vse okej, a ne, duša nič ne trpi. To tudi jaz razumem, sam ego se matra dosti. Ego se pa dosti matra, pa dosti trpi, pa dejansko, ja. Tisto, čemur se upiramo, vemo, tisto raste, ker tistemu dovajamo energijo upora. Zato je ključ, da mi stvari sprejmemo, torej z ljubeznijo, sočutjem, ampak to lahko naredimo šele, ko mi svoje nezavedne vzorce, blokade zjočemo, sprejmemo in poglobimo zavedanje o sebi, da je tudi to bilo okej, da smo tudi to živeli in da je bilo vse v redu. Ker na koncu z tega kauzalnega nivoja, ko jaz gledam, recimo, dostikrat, ko pomagam ljudem iz tega kauzalnega nivoja, tam je vse okej, tam ni več težav, vse samo je, tako kot ljubezen samo je. Ja. Kaj je ljubezen, samo je. Ampak naj povem, da je Dejan Jarič tudi diplomiran zdravnik, doktor medicine, ki si bil do marca na kliničnem centru v službi. Ja, tako je. Potem si pa rekel, moja pot je holistična medicina, ne? Ja, tako. Dejansko sem naredil to osnovno izobrazbo, kar je bilo nekako najbližje. Takrat jaz sem bil pač odličen, bil sem med najboljšimi učenci, vedno je bila v meni želja, kakorkoli se že sliši klišejsko, pač pomagati ljudem. Pomagati ljudem in medicina je bila najbližje tistemu, kar pač sem takrat izbral, ampak vedno mi je nekaj manjkalo. Vedno sem rekel, samo ukvarjanje s fizičnim telesom je premalo, človek je precej več kot samo fizično telo in je treba zadevo nadgraditi. Tako da sem se potem zdaj marca dokončno odločil, da grem na čisto svojo pot, pustim tisto klasično medicino, nič narobe z njo, vedno zagovarjam, pač jo rabimo, je nujno potrebna in je super, da jo imamo in da so ljudje, pa zdravniki, ki so dejansko pripravljeni tudi delati v sistemu in pomagati na ta način, ampak leta 2020 je treba zadevo nadgraditi. Tako da upoštevamo človeka kot celostno duhovno bitje, ki ima svoje čustva, ki ima svoj mental, ki ima neke nezavedne blokade, ne? In s temi terapijami, ki zase delava, se da fantastično pomagati ljudem, res, da presežejo marsikakšne rane, bolečine in se na koncu morda celo pozdravijo. No, ja. Asja, draga, smo slišali kognitivna znanost, znana tretja znanost. V znanosti je nekaj desetletij eno temeljnih vprašanj v tej znanosti, kaj je zavest. Recimo, ta tvoja znanost, medicinska znanost, nevroznanost trdi, zavest je v možganih. In če možgani ne delajo, jaz ne verjamem, da bi bila zavest samo v možganih, ti pa sploh ne. Zato, če mogoče najprej
tako razumljivo pojasniš, kako ti razumeš, veš, učiš in živiš zavest. Z veseljem. Prvo, kar mi pade v odgovor je, ko si rekla, da zdravniki pravijo, da je zavest v možganih, sem se spomnila na enega ameriškega zdravnika, dr. Eben, ki je doživel klinično smrt. In je doživel pravzaprav izkušnjo, ko so se možgani popolnoma in povsem ugasnili in nehali delovati, kirurg je, če se ne motim, nevrokirurg, in ko so možgani nehali delovati, je še vedno imel, oziroma pri polni zavesti je doživel obsmrtno izkušnjo. In z možgani in zavestjo zdravnika se je potem, ko se je vrnil, napisal to knjigo na zelo znanstven način. Prevedena se mi v zdi v slovenščino. Toplo priporočam. Zakaj to pravim? Zato, ker se že pravzaprav medicina in se že pojavlja v Ameriki že iz 60-ih stroka zdravnikov, ki odgotavlja v svojem delu, začevši z dr. Moodyjem, da zavest ni samo v možganih, da je zavest, kako jaz to tudi dodatno še razlagam ali pa doživljam ali pa opisujem metaforično, zavest je ta, ki prežame telo. Zavest je ta, ki poganja energijo v telesu, da smo, zavest je ta, ki nahrani celico, zavest je ta, ki sproži procese v možganih. Torej je tisto gonilo v človekovem telesu, ki poganja človekov obstoj naprej. Seveda potem pa obstajajo različni nivoji zavesti. Zavedanje sebe, zavedanje svojih procesov, zavedanje razširjene zavesti, ko so ljudje doživijo enost z naravo, so eno z reko, eno z goro. Zavest tega, da doživiš enost z ostalimi ljudmi, da doživiš to, da kar narediš drugemu, narediš sebi. Torej, zavest ima več različnih nivojev, lahko je vseobsegajoča, lahko je izjemno skoncentrirana in lahko se zelo sfokusira. Ne obstaja dobro ali slabo, so različne oblike ali manifestacije zavesti. Vsekakor pa doživljam osebno jaz, pa tudi zdaj vse več zdravnikov pa, in seveda vseh ljudi, ne samo zdravnikov, na tej poti, da doživljajo sebe kot bitje zavesti, ki bo preseglo svoje telo, ki presega svoje telo in ki presega svoje možgane. Torej, da je telo, v angleščini pravijo vehicle, vozilo, skozi katerega se manifestira zavest. Ti skozi govoriš, Se strinjam, ja. A bi morda še kaj dodal? Dodal. Ja, v bistvu duša, ne, ali zavest, ne, kakorkoli hočemo reči, je dejansko zaradi česar smo živi, to mi smo, a ne. In jaz imam tudi duhovne izkušnje, te transpersonalne, nadosebne, a ne, ko dejansko se zavedaš, da si povsod, da prav zares ni nobene ločenosti več, ko se zavedaš, ko hodiš, ne vem, po travi in si tudi v tisti travi, a ne. Zdaj oni klasični psihiatri bi rekli, ti si za opole, ne, ko to govoriš, ampak dejansko, ko enkrat imaš te višje duhovne izkušnje, se enkrat zavedaš te resnice enosti, potem je dejansko ta iluzija materialnega 3D sveta, ki nas včasih še vedno, a ne, lahko ujame v zanko in v past, je potem manj drameno, oziroma te ne prepriča več toliko, kot te je prej. Jaz vedno pravim, bodi opazovalec, opazuj se od zunaj, opazuj, kaj se dogaja, kaj ta dejan zdaj se gre, katero igro zdaj igra, a ne, kaj hoče ljudem s tem povedati v resnici. To je to. Tako sta luškana, zdaj si ti govoril, je pa ona. Podprla bi tvojo zgodbo, kar si rekel, da bi psihiatri rekli, spomnim se, ko sem enkrat dejansko delala duhovno regresijo in sem prišla iz Amerike in je bila ena od prvih oseb, ki je prišla k meni psihiatrinja. In se spomnim, da sem mi rekla, veste, nas so učili pri psihologiji, da je prvi znak šizofrenije, ko si ljudje začnejo predstavljati, da so stvari, ki jih ni. In sem rekla, malo sem bila rezervirana, zato ker ljudje potem vidijo duhovne vodnike in me tako pogledam, prav, veš, poslušaj še enkrat, ljudje si predstavljajo stvari, ki jih ni. Torej, če vidiš in doživiš tisto, kar je, ni šizofrenija. Kaj hočem povedati je, dejstvo je, no, pa še to bom dodala, ko ljudje rečejo, kako vem, da je to moj duhovni vodnik, da to ni moj ego, da se jaz tega ne umišljam. Mislim, da si zelo dobro to omenil, ker to je drama marsikoga. Kako ne vem, da sem presegel svoje, da sem šel v višje stanje zavesti ali pa da komuniciram. To pa nas vse zelo zanima. Čeprav jaz sem malce skeptična, ker ne maram meritev, delitev, poznam duhovni napuh, v New Ageu ga je zelo veliko, mi smo to vse prerastli, mi smo to presegli.
pa pride domov, pa udar otroka okrog ušes, ne, Točno ni to, ja. čist nič presegel. Realno Čeprav- življenje, ne? Ja, je 4 ure Vam pokaže. meditiral, ampak presegel ni pa čist nič. Tako da, No. Definitivno. zdaj vsi ja delamo. Ja. Jaz vedno Ja. učim ali pa na seminarjih pravim, ja, imej glavo ali pa še bolj srce pri Bogu in noge trdno na tleh. Torej, imej urejeno vsakodnevno življenje, torej finance, odnose, starši, Tako. partnerstvo, poslovne odnose, otroke, pač kdor ima otroke, ne. Torej, da so te odnosi urejeni, ker ključ so odnosi v resnici, ne. Odnosi, Tako. odnosi, Točno odnosi. Tako, Zdaj točno pa tako. kar naprej, draga Asja. Ja, in tudi ko govorimo o odnosih, potem, ko govorimo, kako vem, da je to res duhovna dimenzija, da jo slišim, vedno je ljubeča, vedno nas podpira, vedno je all inclusive, vedno ta dimenzija poskrbi, da je vsem dobro, ne meni, ampak vsem nam, da je dobro. In vedno nas stimulira v smeri dobrega obnašanja. Tukaj nekje se potegne ta črta pred halucinacijo, kot da grem nazaj na šizofrenijo, kjer so strašljive podobe, ki ti govorijo strašljive stvari, in da grem nazaj v psihologiji na nekaj, kar doživljaš in je all inclusive, kar je inkluzivna izkušnja. In tukaj se potem to dvoje ločuje. Ker sem šla potem prav študirati razlike med temi stanji. Torej, duhovna stanja, ki so resnična, ki so validna, so vedno inkluzivna, zdravilna, izboljšujejo naš odnos do vseh, vključno z nami samimi, do nas samih. In to je ta res razlika med tem, ko recimo, če omenjamo šizofrenijo, govorimo o razcepljenih možganih, govorimo o nekonsistenci, govorimo o strahovih in negativnih paranoičnih vizualizacijah in tako naprej in tako naprej. Tako. Ti si omenil besedo drama. Ja. Mislim, da na tej 5. dimenziji zavesti, če to tako delovno za ta svet uporabljamo, ker v svetu enosti tega itak ni. Tam se nič ne deli, nič ne šteje, nič ne mer. Skratka, ampak mi smo v tem svetu, kako si rekel, noge na zemlji. Na zemlji, ja. Ampak drama se mi pa zdi nekaj, kar je vezano na ego. Ja. Drama, trpljenje, Ja. to je nekaj, kar človeka prevzame in ni več gospodar samega sebe in tole, dost nam je teh dram, Tako. naši politiki jih uprizarjajo kar naprej, Non-stop, tako da ja. hvala lepa. Imamo Mi gledališče na tam, ne, kdor še gleda televizijo. ne nasedamo na te drame, ker to niso naše drame. Ne, točno Mi to. smo ljubezen, sočutje, prijaznost, naklonjenost do sebe, do drugih, do vsega sveta. Ja. Tako da še kaj v teh dramah, da Okej, jih damo super. ad acta. No, dajmo. Okay, torej, ego, ne, kot bi moja kolegica Gabriela lepo povedala, nas tera ali pa nas vodi v strah ali v evforijo ali pa v bolečino. To so 3 njegove igre. A ne? Torej, ali smo v bolečini, ali smo v strahu, ali smo pa v evforiji. Wow, vse je super, vse je the best in smo spet v eni iluziji. A ne? Torej, to je v bistvu drama, ki nas v bistvu vodi daleč stran od resnice. Torej, tukaj se vključijo čustva, se vključi ki nakvačka določene zgodbe in tako naprej in imamo v bistvu ta proces drame, torej je opica, ki skače okoli, ne, in tukaj mira nikoli ne bo, a ne, to je veter, skozi so valovi, ne, če smo mi na oceanu, ne, in piha in je neurje, če bomo tlele skozi na površini, bomo skozi v drami, torej jaz učim ljudi, pejmo v stik s sabo, pejmo v stik s srcem, ampak ne, mi ne moramo priti v stik s srcem, če imamo na prvih 3 čakrah blokade, če smo tle popolnoma zafrustrirani, jezni na cel svet, imamo zamere, imamo strahove, imamo te globoke potlačene vzorce, nisem dosti dober, moram trpeti, moram garati, moram se razdajati za cel svet, ne, in tako naprej. Vsi te blokade, vsi ti vzorci na nezavedni ravni nas seveda preprečujejo, da bi mi možgane povezali z možgani srca, torej da bi imeli balans med umom in srcem, da bi bili lahko najprej eno samim seboj. Ne? In to večina ljudi ne zmore in so vedno razdvojeni in so zato vedno v tej dualnosti. Ne? Levo, desno, gor, dol, toplo, hladno, ženska, moški, whatever. Vedno je ta dualnost, ni pa zavedanja enosti, zavedanje te resnice, pač, ki mi smo. Ampak da pridemo do tja, seveda je proces dela na sebi, kot človek step by step, preko terapije, preko seminarjev, delavnic, dela na sebi, kakorkoli, poglabljanja vase, meditacije, kontemplacije in tako naprej, presega vse te mentalno-čustvene drame. Torej presega vse te energije nižje,
ki jih je, kot sem prej rekel, treba sprejeti. Jaz sem se leta in leta upiral svoji senci, svojim negativnostim, svojemu ljubosumju, svoji jezi, svoji zameri, bla, 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 vsem tem energijam, kakao niso ok, ki so družbeno nespremljive, ki ne smeš biti tak, ki moraš biti v svetu, pa ne vem, kakšen bleščeč, ampak ne moreš priti do tja, dokler se ne srečaš s svojo senco, svojo temo. Torej, tako kot bi Boris Svene lepo rekel, više v nebo, globe v temo. Dejansko to drži. In više kot gremo, globe gremo v svojo temo, v svoje demone, če hočemo temu tako reči, in se poglabljamo v ta del sebe, ki ga je potrebno tudi z ljubeznijo sprejeti. In šele, ko bomo vse te dele sprejeli, se bomo razsvetlili ali karkoli že to pomeni, bomo šli na višji nivo, peto dimenzijo ali kakorkoli, kar zdaj vsi govorijo. Ampak to New Age bluzanje, kar večina govori, pač niso spucali sence, roko na srce, niso naredili na sebi nič, ampak so vsi, ne vem, razsvetljeni, na pol bude že, komunicirajo z angeli, z duhovi, ne vem kaj, vse delajo. Milijon delavnic je danes v Sloveniji, ki pač ponujajo razsvetljenje v 3 dneh, pa ne vem, v parih seansah, obljubljajo čudeže, ampak tega ni. Jaz pravim, čarobnih palčk ni in noben ti ne more tega dati. Boris Svene, dobro, da smo imeli raka. Poglej, ti povem, to je čista čudežna palčka. Hvala lepa. Ne, ampak ker si ga ti tako lepo citiral in ker je njegova knjiga tudi tako priljubljena in veliko nauči, ne prav tega v globino, ali kot rečemo, globi, ko je vodnak, višji je. Tako je tudi z nami. Ti si tako delala, da zdaj kar nadaljuj. Hotela sem dodati, hotela sem podpreti tvojo teorijo oziroma to, kar pa tvojo teorijo oziroma se ni teorija, dejstvo. Ljudje na svoji poti v duhovnosti, ko govoriš srečevanje sence, mogoče bi se ti naj bi govorili o duhovnosti, pa potem moramo govoriti o senci, ampak dejstvo je, da ko ti, hotela sem podpreti, da ko prideš v svojo temo, ko se srečaš s tistimi bolečimi aspekti sebe in ko jih sprejmeš z ljubeznijo, tam se začne proces celjenja. In to celjenje naših najbolj globokih notranjih ran, lahko so osebne, lahko so tudi kolektivne, lahko so transgeneracijske, torej iz kolena v koleno, v koleno in lahko so globoko v nezavednem. In še vedno ustvarjajo oziroma manipulirajo z našo percepcijo realnosti, interpretacijo realnosti, čustveno interpretacijo, odzivnostjo na realnost in ustvarjanjem, soustvarjanjem realnosti. Ko se mi s temi sencami oziroma s temi bolečinami začnemo soočati konstruktivno, z ljubeznijo, s sočutjem, z razumevanjem, s sprejemanjem, z ozaveščanjem, takrat se začnejo procesi celjenja in takrat celjenje postajamo celotni. Dejansko postajamo celostni. In to je ta čudežni preklop v to, da smo lahko potem to bitje in svetlobe. Tako da ja, ko govorimo o duhovnosti, ni vprašanje, koliko duhoven si, ampak koliko si na sebi delal, koliko si oddelal svojih bolečin, koliko si se srečal s svojimi, koliko sence od sebe sprejmeš. To sem te hotela, kaj rečem, podpreti. A tudi poslušam, kako govorita, ne? Recimo, nekdo bi rekel, sem te želela dopolniti, bi bil običajen jezik, ti si pa rekla, sem te želela podpreti. Tudi jezik se spreminja iz tega analitičnega, racionalnega, postaja bolj mehek, bolj sočuten, uporablja besede ljubezni. In tudi po jeziku jih boste spoznali, ne samo po njih delih, bi lahko rekli. No, Asja, še eno temo bi rada s tabo odprla, ker tukaj si me pa kupila. V nobeni knjigi, ki si me do zdaj prebrala, pa jih je 1000 najbrž, ni bila etika tako izpostavljena ali pa tako podčrtana, kot je v tvoji. In to mojemu egu, bi rekel Boris, ki je ustvaril predmet etika na fakulteti, kako mi je to dober del, da sem zdaj jaz to tukaj brala, etika, etika. In budistična psihologija, ko govori o meditaciji, o čemerkoli, vedno govori o etiki. Naša, recimo, zahodna čuječnost, učijo so zdaj tečaji čuječnosti, taki in drugačni, besede etika ni.
To je samo zato, da boš sebe nekako bolj izčistil, usposobil, kako je opolnomočil, da boš še bolj produktiven, še bolj uspešen, še bolj ne vem kaj. Kje pa je tukaj etika, kje pa je tukaj drugi, kje pa je tukaj družba in kje je svet? Tako da daj eno kratko predavanje o etiki še. Okay, bom povedala, prvič sem se srečala, ne boste verjeli, z etiko na Bežigrajski gimnaziji pri predmetu. Mislim, da smo govorili pri Antigoni o božjih zakonih in človeških zakonih. Da ljubim, ne da sovražim, sem na svetu. Ja, in ko govorimo o tem, ko ljudje imamo med sabo izpisane zakone, ki so moralni, nekaj je lahko moralno, lahko se vsi kot družba strinjamo, da je to v redu. Mogoče je lahko moralno za vse nas, da kupujemo super superge, ki imajo super znamko. Ampak ko enkrat, in to vsi počnemo, in ker vsi počnemo, dobimo občutek, da je to v redu. To je nek konsensus, na katerem se zmenimo. To je morala, ja? To je morala, to je družbeno dogovorjen konsensus, pravilo, okej, bomo to. Etika je notranji glas. Glas, ki gre lahko proti družbi in reče, ne, tukaj nekaj ni v redu. Ne strinjam se pa, če imajo vsi ta konsensus, jaz stojim v svoji resnici. In jaz se spomnim, bom dala en tak plastičen primer iz mojega življenja, ko smo imeli mednarodno politiko v Rimu na ameriški fakulteti. In eno poglavje v tej knjigi govori o tem, da je po vsaki vojni, predvsem po drugi svetovni vojni, je šla ekonomija navzgor. In potem je nekako naš profesor, ki je bil takrat tudi dekan, zaključil, da je pravzaprav vojna dobra za ekonomijo. Gotovo, ja, za ekonomijo, tako. In vsi so sedeli noter nas je bilo na tistem predavanju 70, 80 in so bili tiho in so si to zapisali. Meni pa nekaj ni sedelo. In sem ga zaprosila za pogovor in sem šla k njemu, bila sem stara 20 let, on je bil pa gospod, star več let, bil je zelo spoštovan v rimski družbi, tudi na fakultetu so ga seveda vsi zelo spoštovali in jaz sem ga pogledala v oči in sem rekla, veste, to, kar ste vi danes predavali, a je to res? A je to res možno, da je to res? Ker veste, jaz verjamem, ne vem, če vi, ampak jaz verjamem, da ko bom umrla, bom stala pred nekom, ki bo gledal, kaj sem delala in ne morem verjeti v to, da je lahko dobra vojna za ekonomijo. To je etika. Šla sem proti njemu in me je gledal in je rekel, in sem rekla, jaz ne vem, če lahko študiram mednarodno politiko, ker če je to, kar vi nas učite, jaz v tem ne morem biti. In me je gledal in je rekel, a si že kaj razmišljala? In sem rekla, ja, profesor Ninen je rekel, da bi bila dobra v literaturi. Me je pogledal in rekel, sej veš, Voltaire je bil izjemen diplomat, mogoče pa lahko kako vojno prepričaš. In me je podprl. Ampak etika te tudi usmer na tvojo življenjsko pot. Lahko se ti zgodi, da v tistem trenutku rečeš ne nečemu in ja nečemu, kar je veliko bolj etično. Torej, etika ni, kar je morala, morala je to, kar vsi sprejmemo za, etika je, kar ti govori notranji glas oziroma glas tvoje duše. In tukaj v tej knjigi omenjam tudi to, da ko pridemo do določene dimenzije duhovne zavesti, v kateri se sprožijo različni procesi, lahko so tudi manifestacijski, da se te dimenzije ne da zlorabiti, ker je etika glavno pravilo in vodilo te dimenzije. Torej, zato gre. Zato gre. Na tej ravni ni zlorab. Ni. Ker če bi bil tukaj naš prijatelj Karl Gržan, ki je rekel, da ta ekonomija sploh ni ekonomija v starogrškem smislu, ne, hrestomatija, ne, izkoriščanje in tako naprej. Tista starogrška ekonomija, ki je skrbela za dom, a ne, v tem metaforičnem smislu, je bila vedno globoko etična. Ta, ki je tukaj na površini, je pa izkoriščevalska. Ta pa rabi vojne in jih tudi sproža. Se jih ne posamezniki, ne? Ampak to je filozofija zadaj, ki je lahko morda moralna, ni pa etična. Ampak mi smo tukaj zaradi svetlobe. Ja, to je tisto, sem da dopolni, ne? Kar v bistvu vsi, ki so dejansko vedeli že, ne? Kar storiš drugemu, storiš sebi. To je že Jezus vedel, ne? In je rekel to. Kar ste storili, kateremu teh najmanjših ste storili meni. In to se je v bistvu pač normalno se je zavedal teh resnic, kar danes mi, ne, po toliko letih šele osvajamo, pa se zavedamo tega. Tako da ja, to je resnica. Zdaj smo v enem težkem času, ki je prepojen s strahom zaradi tega covida. Pa dajmo še temu posvetiti
presvetliti z našo svetlobo verjetja in zaupanja, kjer bo začel. Jaz pa ne vem, kam naj gledam. Strah. Dej povej o frekvenci strahu. Ja, strah je zelo nizkofrekvenčno čustvo. Tako da zdaj tam 0,1, 0,2, 0,5 hercov zelo nizko vibrira, niže je še sram, ne. Pa krivda je tam nekje, ne. Jeza je že malo višji, ne, vseeno je že malo bolj konstruktivno čustvo, ne. Tako da je zelo nizka frekvenca, nizka vibracija. In zdaj sem imel nekaj člankov na to temo, ker so me tudi spraševali za ta COVID. Torej, virusi vibrirajo na nizki frekvenci in dokler je človek v strahu, dokler je v tej nizki energiji, dejansko je dojemljiv za okužbe. Takrat lahko dejansko zboli imunski sistem, ne deluje optimalno. Vemo, inteligenca nam pade, če imamo tremo, če imamo, ne, so delali študije, da ljudje so manj inteligentni, ko so v strahu. Tudi jaz sem imel ogromne treme pred leti, ker nisem svojih vzorcev še takrat razčistil. Tako da vem, da je to resnica. Tako da ljudje, ki so v strahu, so zdaj seveda prestrašeni, verjamejo medijem. Dodatno, ne. Tako da sočutje tudi do teh ljudi, ja, absolutno, brez obsojanja. Zdaj, če ćemo biti res na višji dimenziji, na višjem nivoju, potem rabimo nehati obsojati kogarkoli. Ampak biti sočuten tudi do tistih, ki še trenutno ne zmorejo in so še prestrašeni in še pač so v teh energijah. In je tudi to okej, tudi mi smo bili. Tudi mi smo bili. In če nismo sočutni do njih, kako bomo do sebe? In če nismo do sebe, kako bomo do njih, ker je tako vseeno. Tako da, to je ta resnica. Ampak, da pa presežemo strah, rabimo pa dvigati vibracijo, rabimo pa preseči svoje negativne mentalne vzorce, prepričanja, stališča, blokade, torej nezavedne v umu, ki nas ovirajo. In takrat, če le lahko, kot sem rekel prej, pridemo v stik s sabo, odpremo srce in delujemo ven iz sebe, iz tega, kar mi zares smo. In recimo na terapijah tudi imam ta transpersonalni globok stik, ker se sam gledamo v oči, pa ne rabiš nič reči, pa sam duša govori. In jokate, ne? In jokamo brez besed. In to je tisti kvantni skok, ko človek res preseže, ker duša v bistvu presvetli te vzorce in sploh ne rabiš nič menjavati, včasih se tako zgodi, da dejansko duša presije, zavest presije to mentalno čustveno dramo in takrat človek gre na višji nivo zavesti. No, dej. Ja, jaz bi še dodala ali pa razvila naprej ven iz te izhodiščne točke, da ko delamo s strahom pri sebi ali pa pri drugih, bom se vrnila v psihološko strukturo, da strah vedno raziskujemo, če je nastal kje prej. Torej, da iščemo izvorno strahu. Zanimivo je, ker za nekoga je to novo, da ko se znajdeš v situaciji, kjer čutimo strah, da je vredno pogledati, če smo bili pogojeni za te občutke strahu nekje prej na svoji poti. In da raziščemo te dele, ki so ostali, ranjene dele svoje psihe, ki so se v tistih morda travmatičnih izkušnjah odcepili in ostali ujeti v prostoru in času in od tam podoživljajo negativne slike, projekcije ali emocije, ki bi se nam lahko pojavljale v zdajšnji projekciji strahu v realnosti. Zelo velikokrat ljudi, jaz ne bom govorila samo o COVID-u, jaz sem govorila na splošno strahu, zelo velikokrat ljudje doživljajo strah, realno gledano, če pogledajo in se ustavijo, naj ne bi imeli razloga za strah. Ampak ga doživljajo, kot da je nevarnost resnična. Dejansko doživljajo strahove, se doma zvečer v nedeljo ne morejo sprostiti, ker imajo jutri službo, ali pa se ne morejo sprostiti zaradi tega, ker pričakujejo, da imajo črno prihodnost pred sabo. In te strahovi, psihološko gledano, so nerealni, ker te realno trenutno nič ne straši, ti fizično telo pa ima reakcije, kot da bi bili ravnokar v življenjski nevarnosti, stresne reakcije in tako naprej. Takrat je zelo vredno in zelo dobro raziskati, kdaj prej v življenju. Za začetek v tem življenju smo ta strah čutili. Kaj se je dogajalo in kje se je naša podzavest odcepila in ostala ujeta v prostoru in času. Ko ozdravimo in integriramo ta del sebe, takrat strah postane znatno manjši in ga ne rabimo niti mentalno premagovati zaradi tega, ker smo enostavno bolj celostni in vemo, da je vse v redu in da bo vse v redu. In da karkoli, da se zgodi, da bo v redu. In to je drugo stanje bitja, obstoja, kot stanje v strahu. To imaš ti dobro razdeljeno, ko govoriš o notranjem ranjenem otroku.
In dokler tega otroka ne potolažimo, ne objamemo, ne, ali materinska zavest, ali Tako, očetovska, Tako. božja, lahko rečemo, a ne. Tako. Ne, tako se postopoma, ne. Je pa dejstvo, še to bi dodala, zdaj, kaj se dogaja z ljudmi, ki imajo ranjenega otroka v nezavednem, v sebi, je, da so, če imajo te nezavedne dele, torej, če se ne zavedajo teh bolečin znotraj sebe, so izjemen poligon za manipulacijo z orožjem strahu. Ker tako kot majhnega otroka starši strašijo, če ne boš to naredil, bo prišel sosedov stric, in otrok to doživlja zelo močno. Tako, če je res ranjeni otrok v naši podzavesti, se takrat sprožijo sprožilci na ta strah in smo izjemno odprti za kakršnokoli manipulacijo. To pomeni, manipulacija, pa definicija manipulacije, da nekdo upravlja z našimi čustvi in z našim obnašanjem. To je definicija psihološka. In to se dogaja vedno, ne samo zdaj. Zato sem rekla, ne bom govorila samo za to, govorila bom za celoten poligon strahu, a ne, tudi če je nekdo zaposlen. Zdaj, za konec, kaj nam je storiti, da bomo v tem procesu počasi prihajali peto zavest, ker čas je, da ta zavest zmaga. Ne? Ja. In to ne na ravni posameznika, ampak celotne družbe, se pravi kritična masa mora biti dovolj visoka. Torej, ti si prej deklamiral 1, 2, 3 dejanj, kontemplacija, meditacija, no zdaj samo še bolj počas, prosim. Ja, v bistvu vsak posameznik je pomemben, ne? To vedno poudarjamo za kolektivno zavest. Torej vsak posameznik, ki bo dvignil zavest, ki bo deloval čim večkrat, kakor zmore iz sočutja, iz ljubezni, iz tega zavedanja višjega nivoja, bo doprinašal. Zato dejansko je zelo pomembno, da tisti, ki smo že naredili neko delo na sebi, ta proces se nikoli ne ustavi, itak smo skozi v procesu. Proces. Ja, življenje je proces, je rekel John Lennon. Tako da večna rast, večni razvoj v bistvu, ne. In ko mi dvignemo zavest, je v bistvu tista logična posledica, da bomo dali to naprej. Torej, pomagajte potem drugim, da tudi oni zmorejo. In jaz, vem, včasih preveč delam, imam cele dneve terapij, zdaj delam na tem, da zmanjšam, ampak duša mi pa včasih ne da tudi, no. Ker me toliko žene, pa še temu bi rad pomagal, pa še temu res čas malo pozabim nase, no, ampak zdaj iščem ta balans še dodaten. Ledej. Ja, absolutno. Zato zdaj več seminarjev, več delavnic, bomo videli, ko bo zdaj v naslednjih mesecih, no, ampak vseeno, da se čim več ljudi prebudi in da delujejo iz tega zavedanja, ne. Na seminar pridejo dostikrat ljudje, ki so še zelo zaprti in tako, in pa se vidi po prvem dnevu zvečer se že odpirajo srčki, so že prve solze, drugi dan je pa itak, a ne. Imamo pa žur, smeh, solze, vse, a ne, in so zelo hvaležni, zelo, mislim, veliko odnesejo, ker to je tisto, po čemer naša duša hrepeni, po tem pristnem stiku, in tega je nam vsem manjkalo v naših otroštvih, ni bilo tega, naši starši so delali, bilo je veliko obremenjenosti, vojne so bile, bilo je preživetje, ne, pa hiša so zidali, pač fokus je bil na materialu. Zdaj končno smo začeli dojemati, kaj je zares pomembno v življenju, da so pomembni odnosi, kako živimo te svoje odnose, kako se pogovarjamo drug z drugim, na kakšen način komuniciramo, in ključ je srce, ljubezen in sočutje. Amen. Amen. Imaš ti še kaj za dodati? V smislu tega, kje se na naši duhovni poti, da razširimo, tudi sama se strinjam s tem konceptom dajanja, tudi sama dajam v delavnicah, v šoli, v izobraževanjih ta znanja naprej, učim ljudi, kako jih naj prinesejo v sebe, v svoje življenje, v svoje odnose. Takrat, ker imam čas za sebe, to je ena, tehnika, ki jo učim tudi svoje udeležence, pa si vzamem čas za sebe, takrat si pa dovolim, ko dostopam v stanje zavesti, v katerem sem v polju enosti, v ljubezni, da jo pošiljam. Da jo pošiljam tistim, ki jih imam rada, pa še več tistim, ki jih nimam tako zelo rada. Pravno tako, in to nekega, ni dolgo nazaj, nekega dne sem v neki meditaciji dejansko doživela, kaj je rekel, kaj je mislil Jezus, ker je rekel, ljubi svojega bližnjega, ampak tudi svojega sovražnika. In sem razumela moč ljubezni. Ko jo usmeriš tja, kamor jo sicer v človeški dimenziji obstoja ne bi poslal. Bi poslal kaj drugega, ne pa ljubezni.
v tem stanju pa jo pošlješ in takrat pa prihaja do transformacije. In začneš opazovati take čudovite spremembe v realnosti. Tako da ljubezen, torej delam absolutno z ljudmi, dajem znanje naprej, ampak v svojem prostem času, za katerega jaz verjamem, da je ful pomemben, jo pa v meditacijah širim. In imam včasih občutek, kot da to ta naš planet res potrebuje. Naša kolektivna podzavest in zavest, jungovska podzavest, nujno potrebuje čim več naših skupinskih meditacij, v katerih pošiljamo ljubezen, prav tam, kjer je največ teme ali pa najbolj trda energija. Lepo, si me spet pobožala, mojo budistično dušo, ker moja najljubša budistična meditacija je meditacija ljubeče naklonjenosti. In to je ena od poti, ki jo lahko kjerkoli imamo. Recimo jaz redno prakticiram to v banki, vidim kakšno sitno uslužbenko, ali pa v trgovini. In začnem pošiljati ljubečo naklonjenost in ko pridem do nje, ja gospa, kako se kaj danes? Nisem še naletela na slab odziv. Vse takoj spremenijo svoje vedenje, smo prijazni, to je čisto ena druga energija. In, se nalezajo energije. Ja, jaz razumem, da je utrujena in da ima poln kufer. Tudi sitnih ljudi, koliko je pa sitnih ljudi. In ravno tako pri zdravnikih, jaz se čudovito razumem s svojimi zdravniki. To je res, a ne Tatjana, ljubezen velika med nami. Ker me že zdaj sprašujejo, oni mene, ne jaz njih. No, manjca, kako pa danes in jaz polnik, kako ste pa vi in takoj se začuti, da smo mi v odnosu. Da niso oni nadrejeni bogovi v belem, jaz pa na smrt prestrašena pacientka. Ampak tukaj smo človek s človekom. In ko pridemo do teh odnosov, ki so povsod možni, človek s človekom, mislim, da je to temeljno sporočilo in tam je svetloba in tukaj je rešitev, človek s človekom. Tako da lepo se vam zahvaljujem. Hvala tebi. Hvala za Da bi povabilo. še poslušali, bomo pa brali, ti boš tudi kmalu knjigo napisal, ne Dejan? Itak. Ja, Delam na Boris jih tem. je že nekaj, jaz sem jih že tudi nekaj. Sploh ne vem, koliko je ura, a kdo gleda tukaj na uro, profesionalci. Nekaj do 7. Tako smo pridni. Ja. Potem Imamo še bom pa kaj časa? jaz, Imamo. potem bom pa jaz to izkoristila in bom iz te knjige, ki sem jo tebi že poklonila, pa jo Super, bom še tebi srčnice, prebrala malce šušljajoč, eno srčnico, ki se mi zdi zelo pomembna. In s tem naj zaključimo današnji večer. Bodi povabilo. Kako zaplesati svetlobo pticami in metulji? Kako objemati ljudi, ki se gibljajo naokoli kot ti? Bodi povabilo. Ne pridigaj, ne spuščaj besed iz srca, ne trobi tega, kar je bilo darovano tebi. Bodi povabilo. To je luč, ki ti je darovana, da zaplešeš svetlobo vsem na očeh. Tema bo zatrepetala, priletele bodo ptice in tihi metulji. Ljudje se bodo greli in ti vračali na smeh. Nihče ne bo vedel, kaj in zakaj. Tudi ti ne. Bodi povabilo. Hvala lepa. Hvala. Hvala.